teden nov vlog. Vedno začenjam svoje vloge zjutraj, oziroma ko vstanem in vedno izgledam tako malo na pol mrtva in ja, pač tak je life. Nekaj sem hodila povedati. Jaz sem študirala likovno pedagogiko, torej rišem, slikam, kiparim, whatever. Ampak nikoli pa nisem risala digitalno, torej z miško nikoli. In sem si vedno želela grafično tablico, ker pač imaš dejansko pisalo in papir, tablico. Ampak končno je prišel ta dan in jaz imam grafično tablico. Ful sem navdušena, rišem vsak dan, čeprav ne znam risati na tablico, ampak se učim, vadim, spoznavam tablico, ker se moram najprej navaditi, sploh nastavitve in to sem mogla naštimati. To tablico sem dobila na Ani računalniški opremi, tako da tiste, ko zanima, imate link v opisu. Je pa ta firma Wacom, mislim, da tako najbolj znana med temi grafičnimi tablicami. Jaz imam to Intuos Pro se mi zdi, velikost S, ta se mi zdi ful velika, tako da jaz ne bi imela večje, mislim, odvisno, kako hočeš. Trenutno jo spoznavam, ker sem jo šele dobila. Ful je zabavna, ampak je tudi ful izziv, zato ker jaz znam risati na papir, znam slikati na papir, ampak vse to, mislim, imaš pisalo, pa rišeš, ampak se moraš na ta občutek navaditi. Jaz sem vedno ful hotela dizajnirati oziroma delati te grafične podobe na računalniku, ampak z miško, jaz ne znam z miško risati, zato ker sem navajena, da imam pač pisalo v roki in tako. Tako da sem ful navdušena in zdaj že 3 dni že vadim risanje. Bom pa malo več delala z njo, se naučila, znala risati, vam pa pokažem moje končne izdelke, pa kaj več o tablici povem. Trenutno sem se lotila mojih emotov za Twitch, torej lahko imaš svoje personalizirane emote. In ker sem postala partner na Twitchu, jih lahko imam zdaj ful več, tako da sem se lotila tega, da rišem svoje emojije, hočem svoje dizajnirati, nočem plačati nekoga, da mi jih naredi. Tako da ja, ko pa čakam, da vam pokažem in ja, to je to. Še to, kasneje v videu bom razložila, kaj jaz delam, kaj je moj poklic, kaj je to, kar delam. Tako da tisti, ko ste kliknili za to na ta video, vam napišem tukaj minute, na kateri minuti to najdete in ja, ostali pa uživite v vlogu. Sem šla rolat, zdaj sem pri Stožicah, že ful cajta nisem bila tu, ker ne živim več v bližini. Ful nice. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Upam, da me nekdo gleda. Ok, jaz sem odmaknila računalnik, ker sem ga peljala spucati in ja, to je bilo pod računalnikom oziroma za računalnikom. To bo ful satisfying. Yes! Oh no! Pa fulkrat čistim okoli računalnika, ampak ja, itak pod računalnikom se tudi ful nabere. Ojoj. Ne vem, koliko vidite, ampak ful je čist. So clean! Kosilo je skuhano, ful se veselim, da pojem in vam pokažem. Torej, naredila sem si riž z brokolijem, to že ful cajta nisem imela, potem sem si pa popekla te mini burgerje oziroma taki medaljončki iz mletega mesa so. V bistvu pleskavice, sem ne pleskavice. Omako imam to. Hellmann's, to sem kupila v Hofru, sem pa videla, da imajo tudi v Sparu. Česnov imam zdaj tukaj. Solato z kumarami in paradižnikom in prilivom. Vse je domače. To pa ni domače. Sladica je narezana. Ful mi pa še zdaj, ko je malo bolj toplo, da jem sadje, ker je sveže in ne vem, se mi zdi, da me ohladi. Včasih se tudi pripravljam na stream. Danes bom igrala eno novo igrico, ki je ful zabavna. V bistvu je podobna, ne vem, se spomnim one oddaje Wipeout. V glavnem, čez ovire greš in ja, ful je zabavno, tako izgleda. Ja, tako izgleda, tudi ful dobro. Igrica je sicer 20 €, ampak ja, šopek še vedno dobro izgleda.
Jaz pa tudi, kako mazano gledalo je. Oh no, ne gledati. Ja, šopek ful lepo zgleda. Moram se ga ne gledati. Hello. Glih grem na balkon, mal se ne počivati, ampak mal chillat. Make-up sem si naredila, ker se mi ga ful zluštalo. V bistvu nimam pudra, ampak po resnici imam spokane. Nimam pudra, ampak imam concealer, pač tu. Ja, nimam tak full face make-up, imam pa oči, pa mal imam trpalnico, kotičke, nič posebnega. Tako se mi je zaluštalo in ja, drugače sem pa v spalni srajci ful dobro. Glede make-upa, ful punc me sprašuje, kdaj bom spet naredila kak make-up look. Iskreno, trenutno, jaz še vedno ličim in vse, ampak nisem toliko investirana v make-up, torej nekako nimam cajta oziroma neke volje, da bi kaj novega probala. Ok, torej te green pijače večkrat vidite v mojem vlogu. Jaz pijem green lemon pa green cherry narejš, imajo pa tudi green cola pa green orange, torej kot neka fanta. Te pijače so sladkane z stevio, torej nimajo kalorij oziroma res 5 kalorij na 100 ml. Vem, da imajo green colo pa občasno green limono. V bistvu sam čerija ne vidim v trgovinah, tako v Mercatorju imajo te pijače. Večinoma imajo kolo pa orange. Tako da jaz si to kupim na proteini.si, druge pa žal zaenkrat ne vem, kje se da dobiti. Ker imam ful zelenjave z vrta, sem se odločila, da naredim zelenjavno rižoto. Sicer sem si dala piščanca ven, ampak ga bom verjetno pol spekla za večerjo zraven riža oziroma rižote. Sem dodala kar celo zelenjavno jušno osnovo, zato ker nisem nič solila in da to dala sol. In pa dodala še poper, rdečo papriko in česen. Rižoto sem premaknila v drugo posodo, ker, en del rižote, zato ker ne bom vse pojedla in zdaj bom dodala malo smetane za kuhanje. In parmezan nočem dodati v vse, ker tisto bo bolj kot priloga. To je pa rižota. Tukaj bom dodala malo ekstra dobrot, bo bolj kremna in sirasta. Jaz drugače nisem vegetarijanka, to verjetno že veste, ker jem pač meso, ampak včasih mi prav paše sem zelenjavna rižota ali pa nek obrok brez mesa. Zato pa je fajn, da dodaš smetano za kuhanje, parmezan in take dobrote. Res je dobra, sem že probala. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver
končno sem si vzela cajt, da odgovorim na najbolj pogosto vprašanje, kaj jaz delam. Nisem študentka. Ful folka misli, da sem študentka, da živim v študentskem domu. Hvala, malo sem že prestara za to. Ne živim v študentskem domu, živim v hiši, kjer si delim v bistvu skupne prostore s cimrami. Torej imam cimre. Princip je nek tak študentski dom, ampak ja, ni pa to. Zakaj tu živim, zakaj ne grem v svoje stanovanje, to me tudi nekdo vprašal pod komentarji, zato ker se mi zdi škoda stran med ta denar za to, da bom v svojem stanovanju, medtem ko imam tu ful lepo sobico, balkonček, živim sama, če mi kdaj imela fanta, bom šla skupaj živeti, če bom kdaj zaslužila ful preveč denarja, bom šla pa v garsonjero v Ljubljani, ki je skoraj 500 evrov. Se mi zdi škoda dati 500 evrov samo za stanovanje, da bom lahko rekla, jaz pa živim v svojem stanovanju, pač trenutno to ni moj cilj. Najprej bom povedala, kaj delam in potem bom razložila, kaj je to, kar jaz delam. Se boste videli. Torej, sem končala študij likovne pedagogike, nisem se odločila, da grem naprej učiti v šolo, kot profesorica, ampak sem se odločila, da si odprem svoj SP. To je bilo ful pogumna poteza, ker nisem imela nobenega plana, nisem imela nobene garantirane službe oziroma dela, ampak samo neko vizijo in gremo. Če me spremljate že več cajta, tudi veste, da sem imela krizo, ko nisem več vedela, se to vse sploh še splača, bla bla bla. Odprla sem si SP za make-up, torej jaz sem tudi uradno profesionalna vizažistka, med faksom sem šla na 3-mesečni tečaj ličenja na Karpos Make-up Center. In ko sem si jaz odprla SP, je bil namen, da delam za vikende to, kar delam, torej make-up, za poroke, maturance itd. Občasno kak fotoshooting, ampak tega ni to v Sloveniji. Oziroma je dost, ampak je tudi veliko make-up artistov in preden da se uveljaviš in tako naprej. Traja in da se s tem preživljaš ni enostavno. Torej ja, plan je bil, da se preživljam z make-upom. Potem sem tudi začela delati v Karpos Make-up Centru, kjer sem bila na tečaju. Sem začela delati kot asistentka od Jasne, ki ima to šolo, in sem tudi z njo hodila na delavnice ličenja v DM, tudi jaz ni jih kdaj sama odvodila in tako naprej. Tako da sem lahko dejansko pač se preživljala z make-upom. Sem pa vedno iskala dodatna dela, zato ker pač vseeno to ni dovolj, pa moraš malo gledati na prihodnost, da boš imel dosti denarja, da še vedno zaslužiš več, kot zapraviš. In ja, tako da sem delala tudi kaj bolj čist izven serijskega. Stroški SP-ja, najemnine, bencin, hrana stanejo enako vsak mesec, ne glede na to, koliko z SP-jem zaslužiš oziroma ne zaslužiš. Torej, kaj jaz trenutno delam? Jaz imam več virov dohodka, to pomeni, da ne služim samo iz ene firme, Sej, to je point SP-ja tudi. To je lahko ful fajn ali pa ful slabo. Imam dosti svobode, hkrati imam pa dosti stresa, da vedno probam čim več projektov najti, čim več dela in ja. Torej ja, moje delo trenutno je bolj projektno, delam različne stvari, ki se enkrat končajo, potem se začne neka nova stvar. Še vedno delam make-up, ampak ker smo v času korone, mi je ful make-upa odpadlo. Ful stvari se je spremenilo in sem ful hvaležna in vesela, da make-up ni moj edini dohodek, ker bila sam zaprla SP in šla domov. Sem bila že na tej točki, ampak to je že bilo 1 leto nazaj. Lani novembra sem dobila priložnost, da grem na audicijo za snemanje ASMR-ja. Torej, tisti, ko ne veste, kaj je ASMR. ASMR so video vsebine, torej videi, ki pomagajo za relaksacijo, za spanje, da čutiš mravljince v glavi, recimo si jih v glavi in v vratu čutim. Vem, da eni že to poznate, eni pa sploh ne, tako da vam predlagam, da pogooglate, malo po YouTubate. Jaz snemam te videe z aplikacijo Tingles, vam pokažem. Tu in da najdem sebe pod imenom Jessa z 2 s-jama. To sem jaz in to so videe. Te videe so dolge 45 minut. In fora ASMR-ja je v bistvu bazira na zvoku, torej ful je zvok pomemben, recimo tapkanje. Mogoče ste videli, ker to so ful popularni videi na YouTubu, če pa niste, v glavnem, fajn je, da poslušaš s slušalkami in se probaš čisto umiriti. Enim je to ful čudno, enim je pa to ful fajn, tako da jaz nobenega ne obsojam, če vam ni cool, pač vam ni cool, ne morem vas prisiliti. Sam ful ne maram, ko nekdo reče, oh my god, kak je to čudno, kak lahko to poslušaš. Pusti me, da uživam. Jaz poslušam ASMR že 8 ali 9 let. Torej ja, ASMR je star že v bistvu skoraj 10 let in jaz sem slučajno na njega naletela na YouTubu. Se spomnim, pa še slušalke sem odmela, nisem vedela, da jih moram imeti. In sem bila ono, wow, ne razumem, kaj je to, ampak je ful fajn, ful mi paše. In ja, potem sem začela spoznavati to in vmes sem celo snemala YouTube videe na čisto enem drugem kanalu, ki je zdaj privat.
to je tek 5 let nazaj. In ko sem dobila to priložnost, se mi je zdelo ful dobro. Tako da ne bom šla zdaj ful globoko, kaj je ASMR, tako da pogooglite, malo pogledajte videe, pa probite ne me to predsodkov. Ja, torej, če si downloadate aplikacijo Tingles, bo ta 2 videa zastonj, drugače pa naročnina. Ampak ker vem, da bo kdo od vas zihre radoveden, pa lahko greste pogledat. Bom dala še link v opis oziroma ime aplikacije in ime mojega profila na aplikaciji Tingles. Bolj snemam tudi ene novice 2-krat na teden, take čist kratke video novice, ki jih snemam tudi doma in jih pol pošljem podjetju. Kot veste, se ukvarjam z YouTubeom in tudi služim s tem, sicer ne ful, ampak so druge priložnosti povezane z YouTubeom, ki mi daje tudi denar. Torej zdaj zadnje par mesecev, predvsem v času korone, je moj velik del dohodka tudi Twitch. Večkrat ga omenim v vlogih, pa marsikdo tudi ne ve, kaj je to. Tako da bom tudi to zdaj razložila. Upam, da ni vse to preveč za vas. Sam pač to je za une, ko me res tako sprašujete, pa vam bom lahko rekla, ja, pogledajte si ta video. Twitch je platforma, recimo tako je YouTube, ampak na Twitchu se oddaja v živo. Torej, recimo ali pa na Instagramu, YouTubeu, ko gre nekdo live. Twitch je prav namenjen, da greš live, ne moreš nalagati video. Bolj ko končaš live, tisti live lahko ostane na kanalu, ne moreš pa uploadati video. Torej, platforma za prenos v živo. Na Twitchu je več kategorij, gaming, music, art, just chatting, milijon kategorij. ASMR tudi, ampak ja. Se mi zdi isto kot z ASMR, mi je najboljše, da si malo Twitch pogledate, jaz dam vedno link v opis svojega kanala. Tam imam jaz malo drugačen community, malo drugačne gledalce kot na YouTubeu, ampak se mi zdi, da sem na obeh platformah si ustvarila fajn gledalce, fajn community in sem ful vesela. Tako da tiste, ko pač zanima, pridite tja, pogledajte, tam se lahko z mano v živo pogovarjate, ampak je v angleščini, ker hočem pač imeti čim bolj širšo publiko. Koncept Twitcha je pa tak, da nadi followaš, nam na YouTubeu recimo se naročiš, tukaj pa followaš, torej slediš kanalu zastonj. Če pa hočeš podpirati tega Twitcherja, live streamerja, torej mene recimo, se lahko pa naročiš za 5 € na mesec. To je pač v znak podpore, dobiš pa pol moje personalizirane emoje, v glavnem dobiš par stvari nazaj, pa tudi brez reklam gledaš moje streame. Je pa tudi druga vrsta podpore na Twitchu, so pa donacije, torej da ti nekdo donira. To je dosti normalno na Twitchu, recimo na YouTubeu, da bi mi zdaj nekdo, ker dam video, ker doniral, tega ni. In na Twitchu je pa to ful normalno in zaradi tega jaz tudi lahko služim, ker imam ful podpornikov, ki me s tem podpirajo, v zameno za vsebino, ki jo jaz dajem. In fulkrat imamo ful fajn debate, včasih igrice igram, pač fajn se imamo. Jaz streamam 4 do 5 krat na teden, po vsaj 3 ure in ful uživam v tem, tako da mi sploh ni težko to delati. In upam, da bom kdaj dobila tudi kako pogodbo s kako ekipo. Ja, bomo videli, upam, a sem sploh vrede razložila, se mi zdi, da sem to pojedla, pa sploh nič nisem pojedla. Ja, torej, če imate še kako vprašanje glede tega, glede ASMR, Twitcha ali česarkoli drugega, me lahko vprašate. Ja, drugače pa followajte me na Instagramu, glih sem objavila eno sliko, tako da prosim, lajkite jo, please. Hvala za pozornost in čau!